Leto 2020 smo z vidika varnosti začeli precej slabo. Ne samo na cestah, tudi v gorah. V prvih 2 tednih so se v naših gorah smrtno ponesrečili kar 4. Mogoče nas pomanjkanje snega na cestah potem bolj vabi v gore, kjer ga je več, ampak se vedno vse ne konča tako, kot bi želeli. No in zakaj sploh pri volanu govorimo o tem? Ja, ker vas mora nekdo priti iskat, če gre kaj narobe. A ne? Da je treba pozimi imeti dereze in cepin, pravijo vsi, ampak marsikdo te opreme nima, ker gre na turno smuka in misli, da jo v bistvu niti ne potrebuje, da so dovolj samo odlične dilce. No, jaz jih imam, sem šel z dasterjem na pot, pa s strešnim kovčkom, in so mi prelano dali te svoje tafine zložljive, bi jih lahko v minija dal. Iz helikopterja pa tudi ne bom skakal. Upam. Tole danes je zaigrana zadeva, ker se bom poškodoval in potreboval pomoč gorskih reševalcev. Seveda so se morali strinjati z mojo idejo, ker klicanje kar tako niti ni dovoljeno. Že takoj preveč traparij, ampak vam bodo fantje vedno prišli pomagati, ker pa vse skupaj delajo še prostovoljno, smo lahko še toliko bolj hvaležni. Evo, tukaj bo fajn plac. Me prav zanima, kako me bodo sploh našli, oziroma kako naj jim jaz razložim, kje točno sem. Zdaj pa igra za Oskarja. Ok, lahko pokličem. Snege sem dosti pojedel, v redu je. Ja, živja, padel sem v gorah in ne moram naprej. Štartal sem na Vršiču, pa sem šel proti Mojstrovki, ampak sem potem zavil levo, v bistvu ne vem točno, kako naj razložim. Ne, v redu sem, v redu. Mislim, noga me boli, nič me ne zebe. Bom počakal, ja. Hvala. V zadnjem času opažamo, da tudi pozimi število nesreč v gorah narašča. Letošnja zima je specifična, relativno lepo vreme, vendar pomanjkanje snega in s tem povezan poledenela pobočja, kar privede do predvsem zdrsov in s tem do večjega števila nesreč. Je ena izmed aktivnosti pozimi tudi turno smučanje. Letos prav zaradi pomanjkanja snega poškodb ni tako veliko, ker razmer za turno smučanje enostavno ni. Ko se zgodi nesreča, je za nas bistveno, da nam poveste čim bolj točno lokacijo nesreče, razmere na mestu nesreče v smislu vremena, število poškodovanih, vrsta poškodbe. Na centru za obveščanje obstaja program, kjer lahko na podlagi pametnih telefonov določijo dovolj točno lokacijo, kar nam pomaga pri organizaciji in čim prejšnjem prihodu na mesto nesreče. Odzivni čas je predvsem odvisen od situacije. V sobote, nedelje, ko je tudi največ nesreč, ko so reševalci doma, je ta odzivni čas zelo kratek lahko. Če so ceste prevozne, nam še olajša. Če je vreme ugodno, se tako zanašamo tudi na pomoč helikopterja, kar posebej zmanjša odzivni čas. V Sloveniji smo vsi reševalci prostovoljci. To pomeni,
da je za ponesrečence reševanje v normalnih razmerah brezplačno. Seveda pa to še ne pomeni, da se lahko klic v sili izkorišča. Verjetno bo pa potrebno razmišljati o tem, da bodo določene intervencije tudi postale plačljive. Glede na razmere smo vsi reševalci opremljeni s turnimi smuči. Če ocenimo, da bomo tako lažje in hitreje prišli do ponesrečenca, jih seveda uporabimo. V glavnem uporabljamo smuči domačega proizvajalca Elan in smo z opremo zelo zadovoljni. Pri odhodu na intervencijo si pomagamo s terenskimi vozili. Eno od njih je Dacia Duster. Za večje intervencije in za prevoz težje in večje opreme pa uporabljamo tudi druga vozila. Fajn je vedeti, da se lahko zaneseš na takšne mojstre. Kličite jih pa res, če bo nujno, da ne bodo dragocenega časa zapravljali za vas, ko bi bil mogoče potreben pomoči nekdo drug. In to pomeni, da v gore vedno s pravo opremo, tudi na avtu. No, če imate pa še tak fin pogon, kot ga imam jaz, pa še toliko boljše, ne?